Spoštovane profesorice, spoštovani profesorji, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji predstavitvi učnih gradiv za kemijo Mladinske knjige, ki smo jih v letošnjem letu pripravili v uredništvu učbenikov Mladinske knjige. Upam, da se dobro slišimo, da je povezava dobra. Danes bomo z vami Valentina Praprotnik, urednica in vodja uredništva učbenikov na Mladinski knjigi, Blanka Premrov-Bajuk, urednica za naravoslovje, in avtorji naših učnih gradiv, dr. Iztok Devetak, dr. Miha Slapničar in Mateja Godec. Dr. Franc Perdih, ki je prav tako član avtorske skupine, pa se nam zaradi drugih obveznosti žal danes ni mogel priključiti. V tem letu smo si skupaj z avtorji zastavili obsežen projekt priprave sodobnih učnih gradiv za kemijo v prvem letniku gimnazije in prvem letniku 4-letnih strokovnih šol. Pripravljamo konceptualno in vsebinsko prenovo učbenika Kemija 1 iz leta 2012 in mu dodajamo povsem nov delovni zvezek za kemijo v prvem letniku v 2 delih. Na začetku bi jaz čisto na kratko predstavila nekaj glavnih točk glede gradiva, potem pa bi si to gradivo bolj podrobno v nadaljevanju pogledali skupaj z avtorji. Učbenik Kemija 1 je trenutno v postopku potrjevanja pri Komisiji za učbenike. V juniju pričakujemo sklep o potrditvi, kar pomeni, da bi potem učbenik izšel v juniju 2023 in bo pripravljen za uporabo v naslednjem šolskem letu. Tudi delovni zvezek je v zaključni fazi priprave. Izid prvega dela je predviden v prvi polovici maja in nato izid drugega dela v prvi polovici junija. Še nekaj glavnih poudarkov. Oba učbenik in delovni zvezek sta seveda usklajena z učnim načrtom, prav tako pa sta vsebinsko usklajena med seboj, saj si poglavja v delovnem zvezku sledijo točno tako, kot so zastavljena tudi v učbeniku. Kot vsa naša tiskana gradiva, bodo tudi gradiva za kemijo imela interaktivno nadgradnjo na našem portalu, spletnem izobraževalnem portalu e-šola Mladinska knjiga. Tam boste profesorji in dijaki lahko dostopali do interaktivne različice učbenika in interaktivne različice delovnega zvezka. V e-kemiji 1 bodo učenci lahko dostopali do posnetkov poskusov, povečevali bodo lahko slikovno gradivo, ogledali si bodo tudi animacije ključnih kemijskih pojmov in vsebin. V interaktivni izvedbi delovnega zvezka bodo lahko reševali naloge in preverjali rešitve vseh nalog, povečevali bogato slikovno gradivo, s katerim smo opremili naloge, prav tako bodo notri tudi povezave na e-učbenik Kemija 1, tako da bodo lahko ob reševanju nalog spremljali tudi snov in razlago iz učbenika, kolikor jo bodo potrebovali. Dodatno bomo pa tudi dodali še v samo tiskano gradivo QR kode na določena mesta v vsebini, kar pomeni, da si bodo ob listanju tiskanega gradiva lahko ogledali tudi spletne vsebine. Tako bodo v učbeniku, na primer na mestih, kjer so poskusi, lahko prek QR kode takoj pogledali posnetek poskusa ali pa kakšno zanimivo animacijo. V delovnem zvezku bodo prav tako QR kode, s katerimi bodo dostopali do poglavij v učbeniku, ki jim bodo v pomoč pri reševanju nalog. Zdaj pa bi kar začeli s predstavitvijo učbenika. Mogoče povem še eno ključno, bolj tehnično stvar. V delovnem zvezku bo dodana tudi koda, ki je del gradiva, s katero bodo brezplačno dostopali do interaktivne različice uporabniki delovnega zvezka. Prav tako bodo uporabniki učbenika lahko dostopali brezplačno do interaktivnega učbenika na spletnem portalu e-šola MK. Tisti, ki pa bodo uporabljali cel komplet gradiv, bodo pa seveda dostopali do vseh interaktivnih vsebin. Preden začnemo s predstavitvijo najprej učbenika, mi dovolite, da na kratko še predstavim oba avtorja. To sta dr. Iztok Devetak in dr. Franc Perdih. Dr. Iztok Devetak je redni profesor za kemijo v izobraževanju na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo obsega proučevanje poučevanja in učenja kemije na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni. Dr. Devetak raziskuje prav tako vpliv poučevanja kemije v kontekstu, motivacije,
ter aktivnih oblik učenja naravoslovja in vrednotenja znanja. Je soavtor več kot 600 del, od tega številnih člankov, objavljenih v mednarodno indeksiranih revijah, pa tudi dveh poglavij v znanstvenih monografijah. Je pa dejaven tudi kot podpredsednik za vzhodno Evropo v sekciji za kemijsko izobraževanje Evropskega kemijskega društva in je tudi predsednik predmetne komisije za kemijo pri Državnem izpitnem centru. Dr. Franc Perlik je redni profesor za anorgansko kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Je dejaven na mnogih raziskovalnih področjih, med drugim raziskuje organokovinske spojine titana, koordinacijske spojine vanadija in cinka s potencialnim antidiabetičnim delovanjem. Posveča pa se tudi proučevanju zgodovine kemije, predvsem proučuje prve slovenske doktorje in doktorice v času Avstro-Ogrske monarhije. Je soavtor več kot 20 člankov v znanstvenih revijah, avtor univerzitetnih učbenikov in študijskih gradiv. Je pa tudi predsednik Državne predmetne komisije za kemijo na splošni maturi, raziskovalno pa sodeluje tudi s podjetji kot so Lek, Krka in Helios. Pri pripravi učbenika sta sodelovala tudi dva recenzenta, dr. Barbara Modec, izredna profesorica na katedri za anorgansko kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in dr. Miha Slapničar, docent za področje kemije v izobraževanju na Pedagoški fakulteti in tudi profesor kemije na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani. Učbenik vam bo predstavil dr. Iztok Devetak, ki mu zdaj kar predajam besedo. Izvoli, Iztok. Se slišimo? Ja, se slišimo, Iztok. Dobro, samo malo. Moram deliti zaslon. Se delim zaslon, kaj delam? Ne delim zaslona, samo malo še. Tako. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. In sicer jaz bi vam predstavil ta učbenik, torej za prvi letnik v tem sklopu učbenikov, ki jih Mladinska knjiga pripravlja, za prvi letnik v gimnazijah in strokovnih srednjih šolah. In sicer šli bomo nekako skozi poglavja in bomo omenili določene elemente samega učbenika, ki se pojavljajo. Tisti, ki poznate to staro verzijo učbenika, ker verjetno kakšni to poznate, je v bistvu vsebinsko sam učbenik dokaj podoben. To pa zato, ker se vsebine seveda zaenkrat še niso spremenile po učnem načrtu. Določene stvari smo nekoliko posodobili, določene vsebine so se tudi, če kakšna napaka se prikradla v sam tekst ali slikovni material, se je tudi popravilo. Upam, da je tega na koncu v končnem produktu čim manj, ampak se veste, nikoli se ne moramo popolnoma izogniti temu, tako da je to ena taka logična pot posodobitve učbeniškega gradiva, ki ga seveda v tem trenutku predstavljamo. Učbenik je torej, kot je že urednica povedala, v procesu potrjevanja in bi zdaj šli nekako po teh glavnih poglavjih, ki nekako izhajajo iz samega učnega načrta. Dali smo naslove tem poglavjem zelo podobno kot v učnem načrtu, to pa zato, da se učitelji hitreje orientirate na posamezno poglavje in v kater del učnega načrta sodi. In vidimo, da je prvo poglavje seveda povezano z varnim eksperimentalnim delom, kjer imamo tudi nekaj malega o toksikologiji kot delu za varno delo v laboratoriju. Potem je nekaj o osnovnih delcih snovi, predvsem imamo tukaj zgradbo atoma. In nato v tretjem poglavju imamo povezovanje delcev, kjer pojasnimo
oziroma nadgradimo znanje osnovne šole o kemijski vezi, tako ionski, kovalentni in seveda tistemu dodatku kovinskih in medmolekulskih, kovinske vezi in medmolekulskih sil. Na to imamo naprej v nadaljevanju 4. poglavje, kjer imamo množino snovi in simbolne zapise, torej spoznajo kemijsko reakcijo oziroma kemijsko enačbo in s tem tudi zapis kemijsko reakcijo, kako se spreminja snov in energija. Torej tu imamo spet določeno nadgradnjo osnovne šole, pri plinih pa imamo tudi opisane tiste pojme, ki so po učnem načrtu predvideni, ne le osnovni, ampak tudi tisti, ki so dodatna znanja. V 5. poglavju potem nadaljujemo v energijsko spremembo, kjer seveda spoznajo eksotermno in endotermno kemijsko reakcijo in nadgradijo osnovno šolsko znanje energijske spremembe z entalpijo, torej da znajo tudi zračunati reakcijske oziroma spremembe standardnih reakcijskih entalpij. In potem v 6. poglavju pridemo do raztopin in halogenih elementov ter alkalijskih kovin, torej ti dve skrajna robova periodnega sistema, ki sta nekako v učnem načrtu tudi podana v tem trenutku še. Upamo, da se kaj veliko v nadaljevanju tudi učni načrti, a pa se bodo, to ne vemo še točno, spremenili, ker trenutno poteka ta sprememba učnih načrtov, ki seveda bo že kakšno leto potekala. No, vsako poglavje, vidimo zdaj tukaj že v začetku, imamo en tak, bi lahko rekli, eno tako zgodbo, ki smo jo poskušali vgraditi, podobno kot v prvem učbeniku že, ki smo ga imeli. To je zgodba, ki se nekako vsebinsko nanaša na samo poglavje in poskuša v učencih s enim takim dokaj enostavnim tekstom spodbuditi interes za učenje določenih kemijskih pojmov. In seveda prvo poglavje se nanaša na varno eksperimentalno delo in je v vsakem poglavju na začetku tudi podano, kaj bodo učenci oziroma dijaki v tem primeru spoznali in kaj so že spoznali kot učenci v osnovni šoli. Torej, kaj že vem in kaj bom v tem poglavju spoznal. In v bistvu to, kar že vem, je lahko tudi en tak element, ki učitelja v srednji šoli lahko vodi v to, da poskuša diagnosticirati znanje, preveriti to izhodno znanje, temu rečemo predznanje, ki naj bi ga učenci prinesli s seboj že iz osnovne šole. Kajti v našem šolskem sistemu je vedno ta težava, vedno se nekako pojavlja, da vedno znova začenjamo poučevati ene in iste pojme, ko pridejo učenci v osnovno šolo, se nekaj naučijo, potem mislimo, da kar že vse pozabijo, se nekateri res pozabijo precej, ampak kakorkoli lahko nekako ponovimo to in ugotovimo diagnostično, kaj so si zapomnili iz osnovne šole in na tem potem poskušamo v srednji šoli graditi. Je pa res seveda, da nekatere stvari je treba ponoviti in zato so v učbeniku tudi določene stvari, ki so v osnovnošolskih učbenikih pojasnjene oziroma razložene, so tudi tukaj še enkrat. No, vsako poglavje pa je potem razdeljeno in tukaj vidimo ta prvi del, torej imamo uvod v varno eksperimentalno delo, kjer so podani zraven ključni pojmi, ki vodijo učenca, kaj mora v bistvu v tem poglavju si zapomniti. In na koncu vsakega podpoglavja, torej 1.1, imamo preverite, kaj ste se naučili, kjer imamo določena vprašanja, določene naloge, ki se nekako bolj ali manj navezujejo na tekst, ki
bil opisan v samem podpoglavju. To je recimo en tak nov element, ki ga do sedaj v tem starem učbeniku ni bilo, ampak so bile naloge vse na koncu poglavja in potem je ta mogoče razdrobljenost poglavij povzročila to, da so se dijaki težje vračali, pa so težje dobili informacije, kaj morajo dodatno si prebrati in razložiti, če želijo na vprašanje odgovoriti. Zdaj pa nekako ta sama evalvacija znanja poteka že po vsakem podpoglavju. No, gremo naprej v podpoglavje 1.2, kjer imamo osnove vede o strupih, torej o toksikologiji. Zopet imamo ključne pojme, pa tekst, pa kakšne zanimivosti v teh pasicah, tudi dodatna znanja, vidimo v tem primeru, so označena. Na koncu, recimo tukaj imamo tako dvojno stran, imamo tudi preverjanje, kaj smo se naučili. Te naloge so lahko vzete iz tistih nalog na koncu poglavja prejšnjega starega učbenika, nekatere so pa tudi na novo narejene, nekatere so pa bo verjetno tudi dr. Slapničar to omenil, bile vgrajene v delovne zvezke, ki se zdaj tudi so v končni fazi dela. Poleg tega pa imamo v samih podpoglavjih tudi primere, kjer so določene naloge lahko prikazane rešeno ali pa ne, odvisno, in so največkrat računske in lahko tudi nekako znotraj posameznega podpoglavja dijaki tudi rešijo kakšno tako nalogo in seveda s tem, ko berejo tekst, tudi imajo primere, kjer to znanje uporabljajo. No, potem gremo naprej, imamo poglavje 1.3, ki se nadaljuje v varno delo v laboratoriju. Zopet zelo podobna struktura, v tem primeru recimo smo posodobili to, da smo R in S stavke izločili, ker pač nekako jih nimamo več, ne veljajo več po tem novem GHS sistemu, tako da je bilo to poglavje potem spremenjeno. Prav tako pa imamo, mogoče v tem primeru se zdaj pojavi prvič, imamo tudi poskuse, ki jih lahko nekako učitelji skupaj z dijaki ali pa dijaki sami, odvisno, izvedejo pri pouku, kajti vedeti je treba, da je kemija eksperimentalna veda in da brez eksperimentalnega dela se seveda kemije ne da naučiti. In to je pomembno, to je treba stalno imeti v mislih, ko poučujemo kemijo, da le z govorjenjem in pisanjem na tablo ne gre, in je potrebno seveda kakšne stvari tudi prikazati. In v tem primeru smo eksperimente, ki so bili prav tako prej vgrajeni v zadnji del vsakega poglavja, zdaj vgradili v učbenik na točno določeno mesto, kamor tudi vsebinsko sodijo. Tako da se ta kontinuiteta celotnega poglavja nekako vidi. No, tu imamo potem nadaljevanje tega podpoglavja, določene elemente smo samo oblikovno spremenili, tako kot so bili oziroma malo drugače postavili, kot so bili v prejšnjem učbeniku. Je pa tudi novost na koncu ta povzetek, ki je ločen po podpoglavjih in v bistvu pojasnjuje glavne pojme, ki naj bi jih učenci oziroma dijaki v posameznem podpoglavju tudi usvojili. Tako da imamo en tak povzetek potem na koncu vsakega poglavja. No, potem pa pridemo, mislim, da že na drugo poglavje o zgradbi atoma. In tukaj pa smo spremenili tudi to začetno zgodbo, kjer smo uporabili v bistvu ta James Webb teleskop, ki je pred kratkim bil aktiviran v
v orbiti Sonca in s katerim lahko astronomi gledajo in astrofiziki, astrokemiki, astrobiologi gledajo zelo globoko v vesolje in poskušajo ugotoviti, ali je življenje recimo na oddaljenih zunanjih planetih, kjer bi potencialno to življenje lahko bilo, in seveda na osnovi tega, kako spektrofotometrično merijo oziroma odčitujejo različne parametre, ugotavljajo, katere snovi so recimo v atmosferi določenega planeta prisotne, in to je recimo ena taka nova stvar, ki smo želeli tudi vgraditi v učbenik, predvsem z tega vidika, da smo neko sodobno znanost preko teh začetnih zgodb poglavja tudi poskušali prikazati dijakom. Podobno, kot smo prej rekli, so tudi ostala poglavja torej zgrajena od tega, da podamo na začetku, kaj bodo spoznali v tem poglavju, do tega, kaj že vedo o zgradbi atoma oziroma osnovnih delcev, nekaj potem v prvem podpoglavju o tem, kaj sploh opisuje snov, agregatna stanja, ponovijo in razporeditev delcev, ali je fizikalna ali kemijska sprememba. Ponovno seveda imamo te elemente za preverjanje oziroma samo evalvacijo znanja. Velikokrat poudarjamo ta trojnost kemijskih pojmov, trojnost predstavitve kemijskih pojmov, torej makroskopsko, submikroskopsko in simbolno, torej ta Johnstonov trikotnik, ki ga je nekako razvil v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja, s katerim je poudaril sam pomen kemijskih pojmov, se nekako stalno kaže v celotnem učbeniku, in če gledate učbenike v nekako tudi mednarodnem prostoru, od osnovnošolskih do univerzitetnih, povsod se ta trojnost kemijskih pojmov pojavlja. No, potem se to poglavje nadaljuje z nekaj zgodovine kemije, odkrivanja zgradbe atomov in potem do same zgradbe atomov, kjer poskušamo predstaviti seveda to majhnost atomov, a ne? To je taka zelo zanimiva stvar in povzroča vsem učencem, če temu rečemo, na vseh stopnjah izobraževanja, od osnovne šole do univerze, velike probleme pri kemiji. Zakaj je kemija zahtevna? Zato, ker je abstraktna, zato, ker ne vidimo, kaj se dogaja z delci, ampak si moramo vse nekako na osnovi nekih poskusov, ki so jih v preteklosti predvsem naredili, tudi stvari razložiti. Seveda, ta del se, torej ta zgradba, ki sem jo že prej omenil, s preverjanji znani podpoglavji, z eksperimenti, ki so podani, z pasicami, z določenimi zanimivimi elementi, se nekako nadaljuje skozi vsa poglavja. Tukaj imamo še posebne in dodatna znanja, konkretno na tem primeru, a ne. Vidimo na tej dvojni strani, posebna znanja so tista, ki so v učnem načrtu podana, vendar so predvsem za tiste, ki bodo šli na maturo, a ne, iz kemije, ki bodo opravljali maturo z tega predmeta. Recimo tukaj imamo to izotopsko sestavo in računanje potem relativne atomske mase elementa, ki je zapisan v periodnem sistemu. Na drugi strani pa imamo dodatna znanja, to so pa tista znanja, ki nekako vsebinsko sodijo v to poglavje, vendar niso konkretno v učnem načrtu napisana oziroma predlagana, da bi se, vsaj v tem trenutku ne, da bi se obravnavala, vendar pa so za življenje zelo pomembna, ne? In smo jih potem vseeno poskušali vgraditi kot dodatna znanja v sam učbenik. No, potem gremo naprej na periodni sistem in te periodične lastnosti elementov ter na nastanek ionov. V tem poglavju smo še omenili, da z oddajanjem in sprejemanjem elektronov atomi postanejo ioni in iz tega potem izhaja naslednje poglavje o povezovanju delcev.
Tukaj imamo spet povzetek, prej povzetki niso bili slikovni, smo pa nekako imeli željo, da bi se vsake toliko ti povzetki tudi prikazali kot slikovni povzetki. In tukaj vidimo torej pri tem podpoglavju 2.5 recimo to polnjenje orbital v atomu, pa kaj pomenijo določene številke in kako pravzaprav izgledajo te orbitale v koordinatnem sistemu, da niso tako ločene, kot so največkrat prikazane, ne? S, P, pa D, pa F recimo, sicer F jih tukaj ni, pa D tudi ne, ker je to kisikov atom, ampak vseeno smo poskušali prikazati, da je, če teh orbital ne ločimo, da imamo v atomu eno veliko zmešnjavo v tem prostorskem koordinatnem sistemu, kamor nekako simbolno bi lahko rekli predstavimo samo zgradbo atoma. Tako da taki slikovni elementi se pojavljajo tudi v določenih delih povzetkov. To smo že pri povezovanju delcev, zopet neka izhodna zgodba, na podoben način, spet kaj smo spoznali, pa kaj že vemo in gremo na nastanek vezi in najprej ionsko vez pojasnimo, pa kovalentno vez z različnimi zapisi in lastnostmi teh vezi, lastnostmi določenih molekul, ki so seveda odvisne od vezi med njimi, ter do medmolekulskih vezi. Še nekaj o kovalentnih kristalih, ker to sodi pod kovalentno vez, nekaj o binarnih, oziroma o poimenovanju spojin, ker tukaj smo zdaj naenkrat iz atomov prišli do spojin in imamo, oziroma od elementov do spojin in imamo seveda tudi imena. Zopet je to neka ponovitev osnovne šole, ampak vseeno poimenovanje po Stocku in Evans-Bassettu je v bistvu stvar srednje šole, z grškimi števniki pa v bistvu osnovne šole. To so tudi že v osnovni šoli nekaj učenci seveda morali naučiti. Potem imamo nekaj o kovinski vezi, to je tudi nadgradnja osnovne šole, ker tega ni, kjer imamo pojasnjeno, zakaj imajo kovinski kristali take lastnosti, kot jih imajo, in potem pridemo na molekulske sile, od orientacijskih, indukcijskih, disperzijskih do vodikove vezi, pa še kakšen eksperiment, recimo, ki je s tem lahko povezan, je tudi vgrajen v samo strukturo učbenika. Seveda, vse te vezi so odgovorne tudi za nastanek molekulskih kristalov, zato imamo tukaj še nekaj malega o molekulskih kristalih in zopet potem poskuse ter preveri svoje znanje ter povzetek tega tretjega poglavja. In gremo potem že na množino snovi in simbolne zapise, kjer imamo pa precej primerov tudi podanih v samem učbeniku, v samem podpoglavju, kjer se prikaže, to je pa tisti pravi primer, kjer se prikaže v bistvu izračune, katerim moramo slediti, torej ta algoritem reševanja določene vrste računskih nalog. Poleg tega imate tudi na koncu še nekaj primerov računskih nalog. Vse to se pa še dodatno nadgradi, bo potem dr. Slapničar predstavil v delovnih zvezkih z dodatnimi nalogami. To imamo še nekaj o kemijski reakciji kot osnovni spremembi, pa seveda uporaba enačbe kemijske reakcije v teh stoichiometrijskih nalogah. Tudi kakšen poskus je vmes in na to pridemo do plinov. Zopet nekaj malega računanja, vendar to so vse posebna znanja, splošna plinska enačba, pomorska prostornina, pa dodatna znanja, niti ni to v učnem načrtu podano. In na to pridemo, mislim, da na konec tega poglavja o kemijski reakciji in plinih in gremo potem na energijske spremembe pri kemijskih reakcijah, kjer pa seveda pojasnimo, kaj so to endoterne, eksotermne kemijske reakcije, kaj je tvorbena in reakcijska entalpija, entalpijske diagrame prikažemo, da znajo učenci oziroma dijaki to si predstavljati, torej kaj pomeni.
da je neka reakcija, da se pri neki kemijski reakciji veže ali pa sprošča energija iz sistema v okolico ali pa obratno. Nekaj kemijskih poskusov, tudi tukaj imamo take kemijske poskuse, ki jih lahko zelo enostavno izvedemo, oziroma jih dijaki sami izvedejo in zelo enostavno lahko merimo tudi spremembe temperature pri poteku kemijske reakcije. Na to imamo nekaj napisano o standardni tvorbeni entalpiji in kako se izračuna standardna reakcijska entalpija, pa nekaj primerov ter nalog, pa seveda nekaj povezav z življenjem. To je taka, vedno je dobro v kontekst postaviti neko bolj zahtevno kemijsko znanje, zato da učenci vidijo pomen, oziroma dijaki vidijo pomen, zakaj se to sploh morajo učiti. Potem je povzetek in pridemo že na zadnje poglavje, voda in življenje, kjer seveda obravnavamo raztopine ter alkalijske in halogene elemente. Dejansko so v morju bolj ti ioni teh dveh elementov, tako da tudi nekako kontekstualno pa vsebinsko ti dve skrajni skupini periodnega sistema sodijo v raztopine in oziroma to poglavje in je v bistvu v prvem podpoglavju predstavljeno, kaj sploh raztopine so, v drugem, kako raztopine nastanejo. Tu imamo take serije, oziroma tako zaporedje makroskopskih in submikroskopskih predstavitev, tako nastanka oziroma raztapljanja molekulske spojine kot ionske spojine. Potem imamo tudi nekaj o nastanku, oziroma kdaj je neka snov topna in kdaj ne. Potem seveda preidemo na topnost in na diagrame topnosti, kjer podajamo seveda odvisnost topnosti snovi od temperature in poudarimo še posebej pline, nekaj plini so malo čudni, je ravno obratno kot pri večini trdnih snovi. In potem imamo spet nekaj nalog, kjer uporabimo diagrame topnosti za izračun določenih stvari, ki jih seveda naloge zahteva, in nato pridemo na sestavo raztopin in na pripravo raztopin v četrtem podpoglavju, kjer je podano zopet skozi primere izračun odstotne koncentracije, masne koncentracije ter množinske koncentracije in tudi skozi serijo slikovnega materiala prikazano, kako se take raztopine pripravlja. In zopet imamo nekaj nalog, bistveno več nalog pa je potem zopet v delovnem zvezku. Nato pa pridemo v petem podpoglavju še na alkalijske in seveda na kemijske, fizikalne lastnosti alkalijskih kovin ter halogenih elementov, zopet z nekaj poskusi in na koncu povzetkom oziroma samo evalvacijo znanja in povzetkom celotnega poglavja po podpoglavjih. In na koncu imamo še predstavljen laboratorijski inventar in pripomočke, ki seveda se lahko v takem šolskem laboratoriju potencialno uporabljajo, in zaključi se učbenik z nepogrešljivim periodnim sistemom, ki je seveda posodobljen do te mere, kot danes velja. V starem učbeniku je seveda bil še tista stara verzija. Tako da to je tisto, kar bi jaz nekako predstavil glede celotnega koncepta učbenika, in upam, da vam je všeč in da ga boste tudi uporabljali. Učbenik je sodobno pripravljen in mislim, da je hkrati tradicionalen, pa tudi sodoben. Tako da imamo oba ta elementa, ker vse preveč so učbeniki v današnjem času zelo tradicionalni. Veste pa, da se načini poučevanja kemije, naravoslovja, pa tudi drugih predmetov posodabljajo in moramo iti v korak s časom, in upajmo, da je vsaj en majhen korak bil tukaj narejen. Mogoče pa lahko prikažem še drug
drugo stran vzorčno samo. Kaj sem potem naredil? Zdaj pa ne delim več, ne? Verjetno. Ne. Zdaj pa delim. Torej, bom jaz pa malo povečal ta del. Upam, da bo kaj videti. Kaj pa je zdaj? Samo malo. Tukaj spodaj so, kot je že urednica prej omenila, QR kode, ki nakazujejo oziroma dajo možnost dijaku, da iz učbenika preide direktno na e-učbenik, in te QR kode bodo specifične za točno določene eksperimente, ki so posneti, ne? In jih imamo tudi v učbeniku predstavljene, ter mogoče bo v kakšnih primerih tudi, recimo, da bi bila tukaj QR koda, pa bi skočili učenci na splet preko te QR kode in pogledali, kako se gibljejo delci. Torej, da ne bi bila stacionarna slika, ampak da bi bila animacija. Tako da, to je še en tak element, ki smo ga, oziroma ki ga bo založba dodala in seveda s tem posodobila samo učbeniško gradivo, kajti veste, da danes brez spleta in te interaktivnosti nekega sodobnega učbeniškega materiala ni. To je to in zdaj pa predajam zopet besedo Marinski knjigi. Hvala, doktor Devetak, za to zanimivo in podrobno predstavitev učbenika. Današnji webinar je pa seveda tudi namenjen predstavitvi sveže novosti v naši ponudbi, in sicer to je delovni zvezek za Kemijo 1, ki je nekakšna zbirka nalog za preverjanje in utrjevanje znanja. Kot je bilo že omenjeno, delovni zvezek bo šel v 2 delih. Naloge v tem delovnem zvezku seveda sledijo poglavjem v učbeniku. Velja pa omeniti, da ker so ta poglavja usklajena tudi z učnim načrtom, je pa delovni zvezek lahko uporaben tudi samostojno. Velja pa tudi poudariti, da bo ob nakupu delovnega zvezka preko kode omogočen tudi dostop do interaktivne različice učbenika, kar pomeni, da tudi v delovnem zvezku so v podpoglavjih QR kode, s katerimi bodo dijaki usmerjeni točno na določeno poglavje učbenika, kjer je tista snov, ki je potrebna za reševanje nalog, tudi razložena. Zdaj, nekaj nalog v delovnem zvezku smo ohranili iz stare različice učbenika. Večina nalog v delovnem zvezku pa je čisto novih, zanimivih, sodobnih, svežih. In sicer te naloge sta prispevala 2 avtorja. Mateja Godec, profesorica kemije na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru, ki je svetnica z dolgoletnimi izkušnjami na področju poučevanja kemije. Je tudi dobitnica plakete profesor dr. Aleksandre Korenhauser-Fraser za odlične dosežke v zgodnjem usmerjanju otrok in mladostnikov v naravoslovje. Velja pa tudi poudariti, da je članica maturitetne komisije za kemijo na Republiškem izpitnem centru. Poleg Mateje Godec je avtor nalog v delovnem zvezku tudi dr. Miha Slatničar, ki je bil že predstavljen kot tudi recenzent učbenika. Je docent na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, obenem pa tudi učitelj kemije na Tehniški gimnaziji na BIC Ljubljana. Dr. Slatničar je tudi soavtor samostojnega delovnega zvezka pri kemiji 8 in 9 pri Mladinski knjigi, tako da ima vpogled v to vertikalo kemije, in obenem je tudi član komisije za tekmovanja iz kemije pri Zotki. Izpostaviti moram tudi recenzentsko ekipo našega delovnega zvezka, in sicer pri strokovnem pregledu sta sodelovala Zdenka Kevc, priznana profesorica kemije, zdaj pa ravnateljica osnovne šole Kungota, in pa drugi recenzent je pa dr. Martin Tine Perger, profesor kemije na Škofijski klasični gimnaziji.
Zdaj pa kar predajam besedo dr. Mihi Slatničarju, da nam malo podrobneje predstavi delovni zvezek. Miha, izvoli. Lepo pozdravljene, spoštovane profesorice, spoštovani profesori, tudi v mojem imenu oziroma mogoče v imenu ekipe avtorjev za delovni zvezek za kemijo v prvem letniku gimnazij in pa tudi drugih 4-letnih strokovnih šol. Sam delovni zvezek predstavlja pravzaprav nepogrešljivo dopolnilo učbenika za kemijo z istim naslovom, ki je bil pravzaprav že zelo natančno predstavljen. Na začetku mogoče bi poudaril to, da je pravzaprav delovni zvezek letošnje leto izhaja prvo leto. Kot je že bilo omenjeno, je v tem delovnem zvezku nekaj nalog prenešenih iz učbenika starejše različice, je pa tudi res, da je nadgrajen z velikim številom novih sodobnih nalog. Kot ste v bistvu lahko videli oziroma že slišali, delovni zvezek izhaja torej v dveh ločenih izvodih, torej v dveh ločenih delih. Razlog te delitve oziroma razlog tega izida v dveh delih je ta, da bi sicer sam delovni zvezek prišel vsebinsko preobsežen. Namreč v našem delovnem zvezku so naloge zastavljene na način, da si posameznemu navodilu naloge, v primeru, da je ta računskega tipa, da gre za kvantitativne probleme ali pa naloge, ki zahtevajo določen način ali pa določen postopek reševanja, za to puščen prostor. Iz evalvacije, ki jih dobivamo s strani učiteljev, namreč velja, da delovni zvezki, ki nimajo predvidenega prostora za reševanje, potem nekako dijaka prisilijo v to, da nalogo rešuje na nek dodaten delovni list ali v kakšno akto, v zvezke in potem torej teh postopkov računskega reševanja torej nima pred sabo. Torej naš delovni zvezek se s tem v tem primeru torej tukaj ločuje in torej dijaki in dijakinje bodo z reševanjem nalog pravzaprav nadgradili in pa poglobili razumevanje kemijskih vsebin v prvem letniku srednje šole. Naloge, ki jih boste našli v delovnem zvezku, zdaj če mogoče grem po samih straneh naprej, boste potem tudi v nadaljevanju to lahko videli. Torej vsebujejo različne slike, različne preglednice, so različnih tipov in pa v veliko primerih zastavljene v okviru resničnih situacij in pa s primeri spojin iz vsakdanjega življenja. V obeh delih delovnega zvezka so seveda naloge prilagojene različnim kognitivnim stopnjam, torej različnim težavnostnim stopnjam. Razvrščene so od lažjih nalog k tistim bolj zahtevnim nalogam. Lažje naloge so seveda namenjene utrjevanju osnovnih znanj in niso posebej označene. Tiste bolj zahtevne, ki pa presegajo raven vsebin učnega načrta in jih lahko dijaki torej rešujejo za poglabljanje znanja, pa so označene z zvezdicami. Z eno zvezdico oziroma dvema zvezdicama so pa označene predvsem tiste naloge, ki so primerne tudi za pripravo na kemijska tekmovanja. No, veliko nalog je zasnovanih na povezovanju 3 ravni predstavitev kemijskih pojmov. To pravzaprav ves čas omenjamo, kar lahko tukaj recimo vidite različne submikroskopske prikaze in na ta način seveda vključujejo razumevanje kemijskih pojmov na makroskopski, submikroskopski in pa simbolni ravni. Potem, če polistam malo nazaj, ste lahko tukaj opazili, da se naloge torej da sklopu nalog po vsakem poglavju sledi sklop rešitev, ki so zaradi boljše preglednosti zapisane na koncu vsakega poglavja. Omenim naj še, da poleg delovnega zvezka ali pa da sam delovni zvezek bo vseboval tudi neko prilogo, torej nek dodaten list, ki bo vseboval zapis vseh pomembnejših enačb, formul za izračune, vseboval bo pomembnejše konstante, ki jih dijaki in dijakinje v prvem letniku srednje šole potrebujejo za reševanje nalog. Na drugi strani je predviden periodni sistem elementov, s katerega lahko dijaki torej črpajo številne podatke.
in pa ker ugotavljamo, ali pa učitelji ugotavljate, da imajo dijaki v prvem letniku srednje šole težave s pretvarjanjem enot, smo se odločili tudi, da dodamo različne pretvornike za prostornino, maso, temperaturo in podobno, da lahko potem dijaki torej s to predlogo pomagajo. Zdaj bi predal besedo soavtorici Mateji Godec, ki pa vam bo predstavila posamezni sklop nalog, malo bolj natančno, v smislu samega reševanja. Tako da, Mateja, izvoli. Lep pozdrav še iz Prlekije. Torej, kot sem bila predstavljena, učim že 27 let na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Imam že kar nekaj izkušenj in srečujem se verjetno s podobnimi težavami, kot se tudi mnogi med vami. Nekaj takšnih bom izpostavila, kajti z tem novim delovnim zvezkom vidim nekatere možne prednosti oziroma možnost uporabe in rešitev teh težav. Kot je bilo že predstavljeno, smo se avtorji trudili pripraviti čim bolj raznolike naloge. Raznolike tako po težavnosti, kakor tudi po samih vrstah nalog. In vemo, da se srečujemo z zelo številčnimi razredi, ali pa vsaj jaz sama se srečujem z številčnimi razredi, v katerih imam zelo raznolike tudi dijake. In velikokrat naletim na težavo, problem, da se kakšen dijak hitro začne dolgočasiti, da se včasih ukvarjam s kakšnimi slabšimi, da mogoče sprašujem, pa imam kakšnega pred tablo, pa vsi ostali se že dolgočasijo. In zdi se mi, da s tem delovnim zvezkom lahko hitro dijake tudi zaposlimo. V samem delovnem zvezku imate nekaj nalog, ki so namenjene, bi jaz rekla, tudi zabavi. Recimo, lahko ste že prej videli, ko je Miha listal, naloga, kjer je križanka, seveda ta križanka vsebuje kemijske pojme tega poglavja, ki so se jih do takrat naučili. Potem boste srečali ponekod kakšen sudoku, zopet z kemijskimi elementi namesto številkami, ali morda križanka v obliki iskanja besed, kjer pač utrjujejo svoje znanje in poznavanje poimenovanja imen, spojin, zapisane sicer z grškimi števniki, kajti žal Štokova nomenklatura v takšno križanko ni šla. Potem, kot sem rekla, naloge so bile zelo raznolike. Veliko nalog, kot ste tudi že videli, imajo ta submikroskopski nivo, recimo takšna ali še kakšna drug primer. Kar jaz pogosto pogrešam, pa so naloge, ki povezujejo laboratorijsko delo in pa samo znanje kemije. Tako smo vključili kar nekaj nalog, ki so takšne, kot jih vidite na tejle strani, ki dejansko opisujejo nek poskus in potem iz tega poskusa tisto, kar je treba pač ugotoviti ali sklepati ali razložiti. Tukaj so primeri sicer računskih nalog pri merjenju mase, merjenju prostornine in določanju gostote. Potem takšnih nalog je več, tu so še se nadaljujejo. Ali mora biti na koncu pri zgradbi atoma naloga z plamenskimi reakcijami. Nekako meni se vedno dozdeva, da dijaki laboratorijske vaje ne jemljejo dovolj resno. Če potem pa srečajo naloge, kjer se povezuje tole laboratorijsko delo in pa naloge, ki jih morajo obvladati, se mi zdi to spet neka dodana vrednost. No, naloge, je bilo že omenjeno, so zelo različnih težavnostnih stopenj in kar nekaj nalog je takšnih, ki so označene z zvezdicami, kot recimo tukajle na tejle strani. In te naloge so namenjene tistim dijakom, ki želijo več. Morda tudi tistim dijakom, ki želijo iti na tekmovanje iz kemije, ali tistim dijakom, ki zelo hitro osvajajo snovi, pa jim potem takšno nalogo ponudimo kot izziv, da ga zamotimo, da med tem lahko tudi ostali osvojijo ostala znanja. Recimo tu na koncu dve nalogi označene z 2 zvezdicama, torej res zahtevne naloge, mogoče v nekaterih primerih tudi že nekoliko presegajo nivo
samega učnega načrta, ampak ravno zato za tiste najboljše, najbolj nadebudne dijake kot nek izziv. Tako sem zdaj jaz preskočila nekaj strani, malo za občutek, sami boste pa lahko delovni zvezek tudi sami prelistali v tej elektronski obliki in si ga podrobneje ogledali. Tako da predajam besedo nazaj Blanki. Najlepša hvala. Valentina, mogoče zaključek oziroma na koncu smo predvideli tudi čas za vaša vprašanja, bodisi glede učbenika ali delovnega zvezka, tako da če bi kdo želel v živo, lahko dvigne rokico. Aha, Miha, si se prvi prijavil? Ja, se opravičujem, jaz bi samo dodal tisto, kar sem prej mogoče v svoji predstavitvi splošnega dela pozabil povedati, je to kazalo. Namreč, kot smo že omenili, delovni zvezek izhaja v dveh delih in poudariti velja, da v prvem delu so zajete naloge prvega, drugega in tretjega poglavja, ki so neposredno povezane z učbeniškim gradivom, medtem ko v drugem delu so pa naloge povezane z četrtim, petim in šestim poglavjem. To lahko tudi vidite tukaj v samem predgovoru. Tisto, kar še velja poudariti, ali pa kar veliko učiteljev tudi potem dejansko izkoristi v praksi, je poglavje številka 6, ki se vsebinsko navezuje na raztopine in alkalijske elemente pa halogene. Je to, da nekateri učitelji torej v svojem obsegu ur zaradi raznih razlogov ne uspejo predelati vsebinskega področja raztopin, pa alkalijskih in halogenih elementov. Zato smo se v bistvu odločili to, kar prakticirajo tudi druge založbe, da je torej 6. poglavje v delovnem zvezku, hkrati tudi prvo poglavje v delovnem zvezku drugega letnika. To sem prej pozabil omeniti, pa torej zdaj to dodajam. Jaz bi se zahvalila vsem za res odlično in podrobno predstavitev gradiv. Zdaj pa vabim še udeležence, da postavijo kakšno vprašanje. To lahko naredite v to rubriko Questions and Answers, se pravi, nam pisno napišete vprašanje, lahko pa tudi dvignete rokico, pa vam bomo omogočili, da v živo poveste, če vas kaj zanima. Mogoče še delim tale spletni naslov. Če bi naknadno želeli še kakšne informacije, pišete na učbeniki@mladinskaknjiga.si. Drugače pa boste v naslednjih dneh po e-pošti prejeli tudi zahvalno obvestilo za udeležbo na webinarju in tudi povezavi do obeh gradiv, se pravi do listalnika učbenika in do listalnika prvega dela delovnega zvezka. Zaenkrat sicer ni še nobenega vprašanja. Mogoče omenim še to, da nastaja tudi učbenik Kemija 2, že istočasno v avtorski skupini so dr. Franc Perdi, dr. Miha Slapničar in Mateja Godec, tako da rokopis je že v nastajanju, sledi konceptu prvega učbenika in bo pa predvidoma izšel prej, se pravi že na začetku naslednjega koledarskega leta. In seveda bomo tudi nadaljevali za drugi letnik na enak način z delovnim zvezkom, ki bo komplementarni učbeniku v dveh delih, na enak način s QR-kodami, interaktivno nadgradnjo na spletnem portalu. Ni nobenih vprašanj.
Mogoče še kdo od vas? Tako zelo dobro gradivo, da ne zahteva popolnoma nobenih komentarjev. To pa je pohvaljeno. Se pa bojo na vas obrnili tudi naši promocijski svetovalci v mesecu maju in juniju s povabilom in s ponudbo, da vam tudi pridejo v živo gradivo predstav, tako da vas vabimo, da se odzovete na to vabilo. Svetovalci vam tudi potem bolj razkažejo, kako dostopate do portala, kje na portalu bodo objavljena interaktivna gradiva, vam tudi uredijo registracijo na portalu, če potrebujete, in pa vam odgovorijo še na več vprašanj, ki bi jih morda imeli v nadaljevanju. V delovnem zvezku so bile tudi vidne QR kode. Mogoče lahko pokažemo še to, če nismo posebej izpostavili. Pri vsakem podpoglavju je QR koda, ki pa vodi na točno tisto določeno mesto v učbeniku, da si učenci lahko preberejo razlago, če jo potrebujejo v reševanju. Mogoče pa samo omenim, da trenutni v tej testni različici te QR kode še ne delujejo. Tako da, če boste poskušali, še ne boste dostopali do pravih poglavij, ampak bo pa seveda to potem posodobljeno. Dobro, nimamo nobenih vprašanj. Jaz upam, da smo vam s to predstavitvijo pravzaprav odgovorili na vsa vprašanja, ki ste jih morebiti imeli pred samim obiskom webinarja. Tako da vas vabim, da se odzovete na vabilo promocijskega svetovalca oziroma da si na povezavah, ki jih boste prejeli po e-pošti, pogledate v miru podrobno še obe gradivi. Dobro. Potem bi na tem mestu jaz zaključila. Še enkrat se zahvaljujem vsem za predstavitev in tudi vsem udeležencem za vaš čas. Želim vam še naprej uspešno delo v razredu in uspešen zaključek šolskega leta. Nasvidenje.